Grad je bil fantastična silhueta grada, v snegu, belo, snežinke padajo. Sem se postavil sred kongresnega trga, ker je bil cilj postavljen. Vse 4 od sebe sem dal, to mi je bila sama usta, sem bila od smeha. Bližala se je tam 15 minut do štarta, ki je to začel gumazeti, ampak res gumazeti iz vseh podhodov. Haustorjev, vaj, to je začel ven, kar da bi res tisti val vode prišel naenkrat na to štartno pozicijo. Gojc, živijo, dobrodošel v podcastu Zagret za tek. Enako tudi tebi. Fajn, da so se takole dobila sredi vročega poletja in ne samo zaradi tega, tudi tako te ne bom vprašal, tako kot ponavadi sprašujem svoje goste, če si danes že tekel, ampak raje si se danes že ukvarjal z ljubljanskim maratonom, da bomo tekli lahko mi vsi. Ja, jaz mislim, da se kar vsak dan ukvarjam s tem maratonom. Mogoče že kar preveč, zlasti v teh čudnih časih, dejansko ne vemo, kaj se bo zgodilo, ali sploh bo ali ne bo. Bomo pač videli, glede na situacijo, ki nam jo ta svet ponuja. Na vse zadnje, bo letos na sporedu, držimo pesti, seveda, predstavljena 4. stoletnica tega velikega dogodka. Najbrž ste lani pred vso to koronsko kolobocijo imeli v planu kakšno posebno obeležitev visoke obletnice, ampak pravim, korona je pomešala karte. Letos bomo najbrž vsi veseli, če dogodek sploh bo. Ja, res je. Moram reči, da smo kar to 25-letnico pripravljali v malo večji obliki, kot so ostali maratoni. Treba je na en način obeležiti praznik teka. In ta 25-letnica je bila glih prava tudi zaradi mojega predvidenega odhoda in predaje poslov mlajšim osebam. Ampak žal nam je račune prekrižil ta COVID in nam tudi zdaj prekrižuje vse te težave, ki jih imamo in se kar lovimo in mislim, da se bomo še kar nekaj časa lovili. Čeprav srčno upamo, da ga bomo letos speljali v nekakšni drugačni obliki, ampak vendarle. Bojim se, če še letos odpade, da bomo pa res morali začeti delati z nule, ker zadeve se v 2 letih tako pozabijo in tako zgubiš ta kontakt s tem, da je res prav neverjetno. Drugače pa, če se vrnem nazaj na 25-letnico, smo jo pripravljeni s kar nekim dodatnim programi na podoben način, kot smo obeležili 20-letnico, čeprav mislim, da prav pogosto ne smemo teh velikih eventov poudarjati, ker nam na koncu bo zmanjkalo idej in vsega. Je bilo pa kar nekaj novih korakov predvidenih, da naj bi ta 25-letnica šla naprej. Predvsem v smislu organizacijske sheme in pa prestop iz nižjega nivoja organiziranosti v višji rang, kar je pa spet povzročilo veliko debat, veliko idej, ampak je zaenkrat ostalo tako, kot je. Je pa res, da smo se pa lotili zelo resno strategije za naslednjih 5 let ali pa mogoče do leta 30, ki naj bi ljubljanski maraton še dvignila na piedestal teh evropskih maratonov. Res je, da smo v Ljubljani dokaj majhni ali pa Slovenija je majhna napram drugih državah, ki imajo dolgoletno tradicijo na področju organiziranja maratona, ampak mislim, da smo se jim zelo približali, tudi če gledamo na število domačih tekačev, ki je Razrik izračunal, da je to kar 1% vse slovenske populacije na ljubljanskem maratonu. Mislim, da je treba storiti še kakšen korak ali pa 2 naprej. Se pa od 20. maratona pozna kar precejšen upad. Očitno smo prerasli in organizacijske in ostale zmožnosti, predvsem pa finančne, kjer
je posledica dejansko denar in tukaj bo treba narediti bistveno višji napredek, kot smo ga do zdaj naredili. Ta amaterizem je do neke meje super, je tista srčnost, ki daje poseben naboj maratonu, ampak če bomo hoteli iti v korak s svetom in Evropo, bo treba tudi to spremeniti in potegniti ven tudi tisto, kar jaz ali pa moje stališče je, da denar pokvari dobro počutje in organizacijo, ampak očitno bo treba nekaj več narediti in bistveno več vložiti v PR-ovsko službo, v marketing in pa v končni fazi tudi v oglaševanje, zlasti na tujih trgih, ki nam pa jih je ta korona čas bistveno porušil. Vidimo, da kako je ta fluktuacija tekačev iz tujih držav sem ali ven kar velik problem in tukaj se bojim, da bomo mogli dejansko začeti znova. Prvič z oglaševanjem, drugič z vsemi temi ukrepi, ki nam jih pripisujejo, tako da bomo videli, kako bojo zadeve potekale naprej. Če se vrnem nazaj na 25-letnico, imeli smo v pripravi en poseben koncert, stroj mašin kot smetana Ljubljanskega maratona na štartu, za katerega prihaja tudi veliko gledalcev, ne samo tekmovalcev, ampak pridejo tudi poslušati ta pozitiven naboj pred samim štartom. Naj bi imel koncert v posebnem ambientu in to je železničarski muzej, kjer so lokomotive, parne lokomotive, tiste stare mašine in ker smo tudi mi že malo starejši, se vidimo tudi v teh starih mašinah, kjer bi nekako dvignili en tak dvig tega Ljubljanskega maratona s posebnim koncertom na predvečer, ampak zdajle, kot kaže, bo to kar zamrlo in bo prestavljeno na kasnejši čas. Seveda pa upamo, da se bo to uresničilo. Imeli smo še potem tudi v planu razstavo 25 maratonov z dodatkom zadnjih 5 let, ker smo pač to razstavo že imeli ob 20-letnici in pa še nekatere manjše zadeve, ki se poudarjajo predvsem na redni pripravi na Ljubljanski maraton. En taka izkušnja je priprave Ljubljanski maraton, ki ga je prevzel Aleš Hostnik in je ustanovil tudi društvo, s katerim dobro sodelujemo in nekako promoviramo maraton in pa redno dejavnost skozi celo leto. Na tem področju bomo še nadgrajevali prvič ta sistem, ki ga je vpeljal Aleš, kot tudi neke novejše metode in pa v okviru strategije Ljubljanskega maratona predvidevamo več dejavnikov na tem področju, ki naj bi spodbudilo naše občane po redni aktivnosti. Tako da je to druga zadeva. Tretja zadeva je bila mišljena tudi neka brošurca, ne od 1. do 25., ampak od 20. do 25., glede na to, da smo že to imeli in smo tako je to spisali in naredili zelo zanimivo in bo to že zgodovinski dogodek in smo pripravljeni tudi vsem, ki bodo tekli 42 km na naslednjem maratonu, podariti to brošuro ali pa knjigo, da si malo predstavljajo, kako je sploh ta Ljubljanski maraton zrasel in do kakšnega nivoja smo ga pripeljali. Nekaj je še drugih idej bilo, ki nismo jih dodelali, ampak bojo verjetno ideje za prihodnost. Evo toliko okrog obeleženju 25-letnice maratona. Gojc, to je bil super, rekel, intro, uvod. Včasih mi pravijo kakšni gosti ali pa poslušalci, gledalci, da čist preveč govorim v tem svojem podcastu. No, zdaj sem si dobil sogovornika, ki me prekaša, dragi Gojc, si rekel, elokventen, zgovoren, znaš povedati veliko stvari v kratkem času, tako da glede na to, da je bil to šele uvod, spoštovani in spoštovane, in Gojc, prosim, dovolj mi, da te predstavim, vendarle, maraton je legendaren, o njem bomo še govorili, ampak za legendarnim maratonom je tudi legendarni človek in tega sem danes povabil k sebi v goste, spoštovani in cenjene 51. epizoda podcasta Zagreti za tek je tole.
Gojko Zalokar, pa moj gost. In Gojko Zalokar je, kar pomni, aktivni športnik, v mladosti tudi trener alpskega smučanja, že v 70-ih pa je postal vodja Trim servisa, ki se je potem leta 1982 preimenoval v Timing Ljubljana, ki je bil pionir na področju športne rekreacije v Ljubljani in tudi širše. Gojko je kot vodja bil zadolžen za vrsto tekmovalnih projektov, uvajal je sodobne merilne elektronske tehnologije, športne panoge in tekmovanja, poleg nacionalnih tudi mednarodne, med drugim svetovni pokal v biatlonu, pa mladinsko svetovno prvenstvo v atletiki in še bi lahko naštevali. Dejaven je bil tudi kot sodnik za plavanje, smučanje, biatlon in atletiko. Leta 1996 mu je bila zaupana izvedba prvega ljubljanskega maratona, katerega prvi in edini direktor je vse do danes. In če citiram še opis, ki je bil lepo zapisan v letošnji podelitvi naziva častnega občana mesta Ljubljana. Ob tem, da je Zalokar ves čas poudarjal, da je treba graditi na mladih, je njegov vpliv segal tako od najmlajših vse do starostnikov, saj je skrbel za popularizacijo in širjenje športa in njegov razvoj na vseh nivojih. Dragi Gojc, kako pa ti gledaš na vso to prehojeno pot in tisto, kar sem morda še pozabil omeniti? Ja, težko je sebe izpostavljati na takem nivoju. Jaz mislim, kot oseba sem bolj človek, ki sem bolj v ozadju, kar se tiče kakšne promocije lastne osebe, tako da tega bi težko karkoli osebno govoril, čeprav je življenjska pot dejansko na športnem področju praktično od rojstva. Tudi moja familija izhaja iz športa, predvsem bi rekel partizanskega dela društev, ki so bile splošna društva za splošno telesno vzgojo in kulturo, ki jo danes zelo, zelo manjka in gledamo predvsem iz vidika rezultatov in pa bolj finančnih zmožnosti ali pa biznisa. Ta društva so pa naredila ogromen korak v popularizaciji športa, tako vrhunskega kot rekreativnega, in pa dala je eno široko paleto znanj v športu, od vseh športnih panog do naravnega načina življenja, do dobrih odnosov, medsebojnih odnosov, ki jih danes praktično redko srečamo, pa tudi redke organizacije, ki so se res z vzgojo ukvarjale, ne samo športno vzgojo, ki jo danes praktično ni, ampak celotno vzgojo, in so nas naredile ljudi ali pa tisti, ki smo bili v teh društvih, res prave ljudi, srčne, naučili smo se obnašanja, naučili smo se kulture dialoga, naučili smo se tudi življenja kot takega, predvsem naravnih prvin, od dejavnosti v naravi do v končni fazi tudi vrhunskega športa, ker partizanska društva so imela včasih gimnastiko in iz te gimnastike so se nam rojevali vrhunski športniki, predvsem na področju športne gimnastike, Mira Cerarja, Miloša Vratiča, Janeza Brodnika in še vrsto drugih vrhunskih telovadcev, olimpijskih zmagovalcev. Tako da moram reči, da je manjko teh društev absolutno, in tudi sama rekreacija po sebi je super, ampak jaz mislim, da je paleta dejavnosti v društvu tista bistvena, ključen moment za vzgojo človeka. Odpreti pogled tako navzven kot navznoter, in mislim, tisti, ki smo skozi te sisteme partizanskih društev prihajali, smo danes čisto nekaj drugega kot ostali. Pa nečem poveličevati te dejavnosti, ampak se pozna tudi v današnjem času, v naši generaciji, kdo prihaja iz teh društev in kakšen je način življenja in usmeritve tudi drugim. Tako da mislim, da je bilo to super.
To, kar smo mi doživljali, v bistvu je bilo moje vodilo ves čas, tudi v današnjem času, ki teh prvin ni. In mislim, da tudi iz tega vidika lahko rečem, da je timing Ljubljana tisti, ki še te koncepte nekako poskuša modernizirati in jih vpeljati v svoje delovanje, vendar opažam, da je to zmeri težje in da počasi ta naša generacija gre v zaton in se bo treba res počasi umakniti, pa dati mladim možnost, da na naših osnovah gradijo naprej. Če grem še malo na svoj življenjepis, ki si ga lepo povzel, ja, je zanimiv, dejansko življenje s športom mi je obogatilo življenje in mi ga še vedno bogati. Bilo je veliko odrekanj, bilo je veliko srčnosti, spoznanj, poznavanj z vsemi raznimi ljudmi, tako da moram reči, da sem zelo vesel, da sem šel skozi to. Bravo. Vem, da si bil ne samo odličen, pač pa tudi navdušen smučar. V vseh tvojih intervjujih pa pogrešam vprašanje, če si bil kdaj tekač? Ja, neposredno tekač kot tekač ne, ampak je bila to moja dopolnilna panoga za pridobivanje fizične zmogljivosti in priprave. Seveda je to čisto nekaj drugega, kot se ukvarjati s tekom. Tega v življenju sem imel relativno malo. Najbolj aktiven sem bil, ko sem delal sprejemne izpite na fakulteti za šport, ko sem mogel teči 1500 metrov z določeno normo, da sem bil pač sprejet na fakulteto. Se spomniš mogoče časa, ki si ga imel na 1500? Ja, mislim, da je bilo okrog 5:15 na Jurija pa pol. Mislim, to ni bil dober čas, to je bil slab čas. Aha. Ampak sem ga natreniral, da sem to normo odtekel. Te sprejemci so bili včasih drugačni, kot so današnji sprejemci in so bili bistveno bolj eksaktni, kot so danes. Danes bolj spremljajo mogoče malo koordinacijo, malo moči, malo znanja. Takrat je bilo pa treba kar nekaj pokazati v več športnih panogah, zato da si bil sprejet. In ta tek je bil eno od teh, ki sem se ga lotil, kar moram reči, študijsko. Sem se pripravljal, da sem prišel do tega rezultata, ker moji športi niso bili smučarija, si se pripeljal gor in si se odpeljal dol. Ne. Ni bilo treba tistega aerobnega naboja. Tudi del gimnastike, ki sem se ukvarjal z njo, bolj rekreativno, ni bilo tega profesionalno, recimo do 2. razreda, ne šole, ampak gimnastike, mi tega ni bilo potreba. Še najbolj je bilo pri plavanju, ampak plavanje je spet čist drug element vode, ki v bistvu niti nismo smeli teči, ker smo si mišični tonus spremenili, ker točno vemo, kaj plavanje pomeni. Tako da je bila res tista moja spoznavanje tekaških prvin dejansko fakulteta za šport. In najhuje je bilo, ko sem jaz te možnosti opravil. V prvem letniku smo imeli takoj atletiko, profesor Tometa, ki nam je dal dodatne osnove, tehniko in pa seveda tudi vztrajnost, da smo bistveno popravljali te rezultate. Moj rezultat je bil potem pod 5 minutami, ki sem jih pa mogel potem v 2., 3., 4. letniku te norme popravljati vsak let za toliko in toliko sekund, kar je bilo izredno težko. Jasno, če zmeri nisem bil tekač, tisto sicer športno dejstvovanje mi je prineslo določene tekaške sposobnosti, ampak te časi, vsako leto smo imeli na koncu letnika, smo imeli ta test, je bil za mene mučeniško dejanje, ampak je bilo uspešno kljub vsemu. Prva, da je taka moja tekaška odločitev.
je bila pri odločitvi, ko bom zapustil Ljubljanski maraton in ko ne bom več vodil to, bom odtekel eno od disciplin, sicer te prvo je bilo mišljeno 42, pa sem pa premislil se na 21, ampak sem tudi videl, da bo težko z mojo kilažo to narediti. Sem pristal na 10. kilometru, ki sem pa jih lansko leto odtekel samostojno, ko smo odpovedali maraton, sem sam šel s svojo familijo, mojimi vnučki in smo 10 kilometrov prelaufali. Edini sem bil na štartu, slika je zakrožila tudi po Facebooku. Res, da je bil to atletski štart z nizke preže, nepokončne, kar so rekli, se ti si vendar na maratonu, nisi na atletskem stadionu, kar sem se seveda smejal, ampak prazna cesta na štartni poziciji Ljubljanskega maratona, edini tekač razen mojih bližnjih, poseben doživetje. Katastrofa je pa bila, ker nisem bil edini na trasi in ko smo se srečevali z ostalimi tekači, ki so tekli ta odpisani maraton, jasno je šla komunikacija, pogovori, tako da jaz mislim, da v času ne bi govoril, koliko časa sem potreboval, ampak skoraj da na vsak kilometer je bilo po 50 minut diskusije na temo Ljubljanskega maratona, teka in vsega, ampak opravil sem svojo nalogo in to je to. Predstavljaj si, da bi na ta način mogel teči 42 km in bi te na vsak kilometer ustavljali. Še danes bi bil na trasi. To bi trajalo, to bi bil celoleten projekt. Tako da odločitev je bila čisto pametna, 10 km virtualnega Ljubljanskega maratona, brško tega ne bi mogel narediti, če bi bil maraton še običajen, ampak vsaka stvar je za kaj dobra. Da mi povej, Gojc, če so še malo nostalgična, v tiste čase se velikrat vračava, če se tako pogovarjava. Ti si se znašel v timingu oziroma prejšel v trim servisu ali po naključju, ali bilo pač, ker si bil športni pedagog vpet v šport nasploh, pač to neka celo organska pot, ki si jo pač želel in ciljano opravil. Ja. Težko odgovorim na to vprašanje. Ta trim servis sem prišel po smučarski liniji v bistvu. Začetki so bili, mislim, da še niti nisem bil na fakulteti, ko sem začel pomagati. Takrat je bil še ta trim servis, niti ni bil trim servis, ampak je bila Zveza telesno-kulturnih organizacij mesta Ljubljana, ki so že izvajali neke rekreativne akcije. Bili sta dve mesti, to je bilo Celje in Ljubljana, ki je to rekreativno gibanje začelo načrtno delovati. To je bil Povalej, rokometni znanstvenik iz Celja, in pa naš Janez Sverk in Jože Drobnič v Ljubljani, ki so v bistvu preko mestnega sindikalnega sveta začeli nekako skupno akcijo teh rekreativnega gibanja, in takrat se je v bistvu to gibanje sploh začelo. Takrat je prišlo do tega, da so me na en način kot partizanovca, da sem bil vodnik v društvu Partizan, nekako potegnili kot organizatorja ali pa pomočnika z raznimi nalogami in sem pač takrat začel delati te zadeve. In ker so bila vsa ta scena povezana s smučarijo, vsi ti naši prijatelji ali pa sodelavci od Janeza Virka, Jožeta Drobniča in ostalih so bili v smučarskih vrstih, pa so mene tudi skozi smučarijo potegnili noter, tako da sem začel na teh programih tudi kot pomočnik. In tako se je potem moja pot dejansko začela razvijati. Na fakulteti je bil še dodaten naboj, dobil sem višje naloge, bolj samostojno sem deloval, zlasti na področju smučarskih prireditev. Takrat so bili mestni veleslalom in pa tudi ostalih zelo popularni, bilo je ogromno deležencev, to je bila tudi
euforija naše smučarske reprezentance, Bojana Križaja, Strela in ostalih. Takrat je bil v izrednem porastu tudi smučanje in skozi to smo mi pač začeli te zadeve razvijati tudi na rekreativnem področju. Zelo močen je bil delavski šport. Delavske športne organizacije so začele nastavljati svojega rekreativca oziroma človeka, ki je rekreacijo v podjetju vodil. Tako da v bistvu je tukaj en tak dober naboj bil, da smo začeli vsi na tem področju veliko delati. No, in skozi to je potem tudi Trim servis rasel, tako po organizacijski plati. Mislim, bili smo dejansko ustanovljen z mestnega sindikalnega sveta in pa mestne zveze za telesno kulturo, kjer smo te zadeve, ki so jih na papirju spravili v življenju, mi pa potem v praktičnem smislu v življenje. Tako da v bistvu je bilo stroka in izvedba je bila povezana med sabo in to je bilo super, ker je vse, kar je bilo iz teoretičnega vidika prenešeno v prakso, kar je pa to res bilo eno super zadeva. No? Mislim, tako da smo skozi poizkušanje, kako speljati v prakso, skozi aktivnosti pripeljali potem do teh velikih akcij, kot so bile Vsi na kolo za zdravo kolo, Vsi veseli na Poljano Belo, 5 akcij je bilo smučarski tek, kolesarjenje, tako da smo skozi to prišli do nivoja udeležencev tudi do 3-4 tisoč v tistem času. To je bilo leta 73, 74 in te množične akcije so bile takrat v izrednem porastu. No? Tako da jaz mislim, da je to nekako res tisto začetno gibanje ali pa pomen športne rekreacije med občani in pa tudi med delovnimi organizacijami. Srečo smo imeli to, da so bile delovne organizacije takrat zelo močne, zelo številčne. Imeli so svojega profesionalnega rekreatorja, ki so vpeljevali tudi te naše ideje v fabrike, začeli so redno dejavnostjo, izredno močen je bil mali nogomet, zdajšnji futsal, košarka, odbojka, tudi te ostale prireditve, tek, smučarski tek. Iz tega so se razvili tudi te maratoni, tekaški, smučarski maratoni, bloški teki, Trnovski maraton, ogromen udeležencev, pa takrat ni bilo še teptalnih strojev, pa nič. Mi smo bili prvi v mestu Ljubljane, ko smo potem teptalc kupili, da smo ta teptalc potem uporabljali tudi na vseh teh tekaških smučarskih maratonih. Tako da je res izredno obdobje, ki si ga bi želel tudi danes, na podoben način z novimi prijemi, seveda. No in tako je ta zgodovina je šla skozi obdobje. No, kot si že sam omenil, iz Trim servisa smo prerasli dejavnost. Moram reči, da tudi organizacija športa takrat je bila na izredno visokem nivoju, točno smo vedeli, kdo je za kaj pristojen. Bilo so telesne kulturne skupnosti, takrat je bilo prvič urejeno tudi financiranje športnih društev in celotnega športa. Kar nekrat je bilo veliko denarja, ki ga niti nismo znali ponuditi, tako da so tudi prvi trenutki bili taki, da smo potem prvič začeli plačevati tudi strokovni kader v društvih, ki pa je jasno tisto amaterizem povozil. Žal je bilo to pa negativno potem v naslednjem obdobju, ker je šlo večinoma v ta profesionalizacijo, ne v smislu zaposlovanja, ampak plačevanja strokovnega kadra. In kar nekaj smo izgubili plejado amaterskih kadrov, ki so do takrat delali zastonj. In ko se enkrat denar prinesel v ta sistem, je bilo konec tega amaterizma. Žal, to je ena škoda, ki se bo pa, jaz mislim, povrnila, ker tudi, če gledamo zahodne sisteme, je veliko amaterizma in veliko zastonjkarskega dela, tudi v samih prireditvah, kot jo pač zdaj delamo. Kot trener v zadnjih letih
V Avstriji smo hodili po tekmah, so ljudje, ki so čakali, da so lahko delali v organizacijskem odboru in pa zastojn v vrsti, ker pač kvota je bila dopolnjena in ko je naslednji odpadel, so tega sprejeli potem. Amatersko govorim, niso dobili za to nič, razen mogoče takrat značko ali pa več, da je bil udeleženec ali FIS tekme ali Evropskega pokala ali kakšne druge te prireditve, na katerih pač sem bil prisoten. No, zdaj sem že kar malo veliko povedal. Ne, če grem naprej na zgodovino, če dovoliš. Izvoli, ja. Za leto. Kar. Leta 1983 je bila politika športa kar vpletena v to dogajanje in smo mogli v bistvu vse dejavnosti, tiste izvajalske iz telesne kulturne skupnosti SIS-ov in ZTK-jev dati društvom, da to društvo upravljajo, ne pa zveze. In jaz mislim, da je bila tle napaka, ker se je potem to malo razvodenelo in ni bilo več tega napredka na tem področju in pač je to bilo prepuščeno več ali manj društvom samim, ne več toliko organizacij, sistemskih organizacij. Tudi Zveza telesne kulturne organizacije Slovenije je imela ta strokovni svet, ki je bil sestavljen iz različnih akterjev, ampak ni bilo več tisto, kar je, in je tudi ta aktivnost športno-rekreativnih dejavnosti šel v neke druge smeri. No. Igor Malič v ZTK-osu je te zadeve vodil, je bil v bistvu, se tukaj tudi zeleno obdobje pojavilo, tako da je bilo tudi na tem področju odprto. Bila je akcija Voda, zrak, svoboda, razgibajmo življenje. No? Ta akcija je nadaljevala iz naših sistemov teh akcij, športno-rekreativnih akcij, ki pa ni bila nekako tako dobro sprejeto kot v tistem obdobju. No? Potem tudi delavska športna društva so bile nekako prepuščena same sebe, ukinjali so tudi ta delovna mesta. Bil je že prvi nivo tega kapitalističnega načina, da je treba človeka čim bolj izkoristiti, ne pa mu dati neke druge ideje. Tako da te zadeve so nekako rasle in tudi mi smo v tej smeri potem rasli iz tega načina, kot smo ga imeli za športno-rekreativne akcije, tudi smo zašli v smer vrhunskega športa in pa s tem tehnološkim razvojem in napredkom, tako področja računalništva, takrat računalnikov ni bilo nič. Zanimivo je ena taka zgodba, timing, takrat, če ni bil timing, ampak je bil še, ni bil več stream servis, pa ni bil več timing, oziroma še ni bil timing. Ja. Eno obdobje, kjer smo v bistvu imeli možnost nabaviti 2 računalnika in ta računalnika so bila za nas alfa in omega vsega dogajanja v športu, takrat ima kakšni računalniki. In takrat je bilo še tako, da so bili Spektrumi in še eni drugi računalniki, ki so bili res, si jih hidre na roko računal, kot s tistimi računalniki, ampak Mikrohit je bil pa prvi tak računalnik, ki je bil zelo uporaben in smo skozi to začeli v bistvu zadeve pelati, predvsem na področju smučanja. Jasno, ker smo izhajali iz smučarskih vrst in pa sčasoma tudi na področju šolskega športa, ker šolski šport takrat je bil izredno dobro razvit in mi je žal, da del tega sistema ne uporabljamo tudi danes. Res enkratno in tukaj je bila tista prava baza za potem, za naprej, za prehod v šport, ne, sem pozabil izraz, kako smo takrat rekli, ampak v vrhunski šport. No? Tako da skozi te selekcije smo prihajali na te nivoje. In tukaj je bilo zanimivo, da nek trim servis ima računalnike, politika v športu in pa ZTK-je pa teh računalnikov tudi slučajno ni mogla imeti. Ne? Kako imajo lahko oni to, mi pa ne moremo, pa kdo jim je to kupil in to je bilo cela scena, ko je ZTK mesta Ljubljana prvič uporabljala te računalnike tudi v svoje programe.
In so rekli, pa kjer hudič je to nabavil, pa kdo je pa to dovolil, da se kupne. Pa sploh ni politika ali za tako kupovala, ampak je timing, oziroma takrat Trim Servis to kupil za svoje potrebe. Ne. In taka anekdota, ki pa potem jasno, potem s časom prišlo tudi to. Ne. Moram reči, da v tistem času smo imeli izredno bazo podatkov. Ne. Bili so telesno vzgojni karton, ne, to je bil en tak pokazatelj širine športa, ki je sicer bil v šolah, ampak kot sem prej povedal, šolska športna tekmovanja so bile včasih razvita fenomenalno, res je, bilo je vrsto panog, vrhunskih panog, bilo je množičnost, bilo so šolska športna društva, krožki, ki so šli skozi ta tekmovalni sistem in so bili te rezultati vidni potem tudi v napredku v tem vrhunskem športu. To je s časoma plahnelo, moram reči, žal je. Bil je Center šolskih športnih društev, ki je bil organiziran v okviru Zavoda za šolstvo, ne športa, Zavoda za šolstvo, in je imel pod kapo ves ta šolski šport pod enim okriljem. Bil je to Martin Rozman, bil je to naš Janez Virk, na koncu pokojni Niko Slana, ki je prevzel te zadeve in je peljal potem skozi sisteme še naprej, tudi šport revije, šport mladih, ki je pač tudi tega žal danes ni več, škoda. Izreden sistem, ki ga danes, moram reči, manjka. Ne. Je Zavod za šport Planica del tega sistema z novimi programi, z novimi pogledi na šport, ampak ni to tisto, kar bi dejansko moralo biti. Žal, jaz pač to vidim kot doživljaj skozi to moje obdobje in nekako spremljanje. In mislim, da tle je ena velika naloga, ki jo bojo mogli naši zanamci narediti, da bomo poskušali na nek način te zadeve moderno oblikovati in peljati v te smeri naprej. Danes, če pogledam še ta del, je bil ta del športa res vzgojno področje in tudi od trenerjev do organizatorjev so vlagali v vzgojo v otroke. Mi smo jih naučili in vzgoje lepega obnašanja, športnega vedenja. Tega danes žal ni več. Kakorkoli roko na srce, tudi kadri, ki prihajajo iz fakultete za šport, nimajo tega in enostavno, ko gledam obnašanje in otrok in športnih pedagogov na šolskih tekmovanjih, roko srce ni pravo, žal. No, grem naprej na Timing Ljubljana. Mislim, da je obdobje leta 87, je prva nekak prekletnica, takrat smo bili že Timing Ljubljana. Bili smo v okviru Narodnega doma, ker smo pač vso dejavnost morali dajati v društva. Žal ali pa sreča je to, da izhajam iz partizanskega društva, smo to sprejeli in smo peljali naprej v smeri, kot smo jo zastavili, in je edino tak servis. Teh servisov je bilo več v Ljubljani, imel vsaka ZTK občin, je imela svoj servis, takrat smo imeli 5 občin v Ljubljani, Vič, Moste, Center in tako naprej. Edini, ki ni imel tazga servisa, je bila ZTK občine Center in smo potem tam bili nekak support v izvajanju njihovih programov, tako da je ta zadeva šla tam naprej. In potem so tudi ostali servisi začeli umikati se, oziroma ni jih bilo več. Mi smo pa tudi mogoče zaradi mene to nekako peljali, ker je bila to moja ljubezen in pa tiste prvi koraki profesionalni, ki sem jih delal leta 75 na tem področju, peljal naprej, sicer kot amaterski delavec, ne kot profesionalc. Profesionalno sem šele potem leta 92 prestopil v to dejavnost,
Prej sem bil pa v okviru ZTK mesta Ljubljana zadolžen za športno rekreacijo in pa predvsem za analitiko. In v bistvu vodja športne rekreacije vseh teh 5 občin v Ljubljani, vsaka občina je imela svojega predstavnika, svojega, ki je delal te programe, tako rekreativne akcije kot rekreativna tekmovanja in pa povezovanje med delovnimi organizacijami. To je pa žal leta 1991, ko so se občine ukinile in je postala enovita organizacija v Ljubljani, te zadeve nekako propadle. No. Niso propadle, šlo je naprej v drugačni obliki, ampak ta sistem več nažalost ni obveljal. No in leta 1991 je bila moja prekretnica v tej politiki, ko smo združili vse ZTK-je občin v eno funkcijo, ta prave funkcije ZTK ni imel več in je v bistvu je postal oddelek za šport v okviru mestne občine Ljubljana. Takrat je bila nova oblast, praktično ZTK ni imel nobene veljave več, tudi stroka ni bila več tako, kot je bilo včasih. In škoda, ker telesne kulturne skupnosti so bile tiste, ki so vodile politiko športa in pa finance, ZTK-ji so bili pa strokovne organizacije po strokovnih odločitvah in usklajevanju znotraj športa je bilo to odlično narejeno. Čeprav dejansko, če potem pogledamo, hokej z eno atletiko ni imel nobene veze, ampak je bilo vseeno to pod eno kapo in se je tukaj usklajevalo tako interese kot tudi finančne zmožnosti in je bil ta denar nekako porazdeljen po vseh športnih panogah in to je bilo dobro. Ne. Od leta 1991 tega ni bilo več in je bil sistem praktično postavljen na glavo. No. In takrat je tudi ZTK izgubil vso funkcijo in ZTK danes je še zmeraj na enakem nivoju kot leta 1991. Nima prave funkcije, je sicer nek povezovalni organ znotraj posameznih klubov, ampak daleč od tistega, kar je bilo. Tudi panožne zveze so bile takrat ustanovljene v Ljubljani in so dejansko združevale vse klube iz iste panoge, imeli so svojega strokovno vodjo in je bila narejena piramida, tako da je bilo res odlično od tistega osnovnega pripravljalnega dela v posamezni športne panoge do vrhunskega dela. Bile so selekcije, za selekcije so bili profesionalni trenerji, ki so vedeli, na kakšen način delamo in to ni bilo tega rivalstva, ampak je šlo vse v sklopu te panožne zveze, ki je pripeljala do zadnje selekcije in zato je bilo tudi Ljubljana tako močna, tudi v smučariji, Mateja Svet in podobni so izhajali iz tega sistema. Danes praktično tega ni več. Ne. No, 1992 smo prišli v bistvu kot samostojna organizacija Timing Ljubljana. V začetku smo bili nekako podporna služba politike, ljubljanske politike športa in smo bili vsi ti strokovni sodelavci, ki so bili v okviru ZTK-jev, so bili spravljeni pod eno kapo. Bili smo kot izvajalci športno-rekreativnih programov na mestu Ljubljane in potem se je iz tega razvila tudi Agencija za šport. To je prvi javni zavod na področju športa v Sloveniji, ki je prevzel vse te osnovne dejavnosti športa pod eno kapo do nivoja vrhunskega športa. Vrhunski šport je bila druga pesem, ampak vse, kar je bilo športno-rekreativnih akcij, šolsko-športnih tekmovanj, novitet, razvoja in pa predvsem pa izobraževanja strokovnih kadrov je bilo pod eno kapo in je bilo odlično peljano. Do jasno ukinitve agencije, mislim, da je bilo pred 5 leti, ko je to bilo spet razformirano in je bilo spet za novo politiko športa razkrojeno na različne akterje. In takrat je bilo Timing Ljubljana, je bilo po dogovoru z mestno upravo športno, je bila dve variante, ali da gremo pod agencijo za šport, ali pa potem Agencija za šport ostane strokovna organizacija za razvoj in spremljanje športa.
in pa Timing Ljubljana kot izvajalec. No, in tukaj smo bili nekako tistega mnenja, da peljemo to politiko, ki je bila že leta 1975, ali pa Telesna kulturne skupnosti razformirana, bila na podoben način, vendar v moderni obliki izpeljana na ta področje. In sicer agencija je bil javni zavod, Timing je pa ostal, ni bil v okviru agencije, ampak je bil kot samostojna izvajalska organizacija, ustanovljen kot društvo, zato da smo vse te programe lažje izpeljevali, tudi finančno, tudi strokovno. Javni zavodi so bili birokratsko kar veliko obsežni in je bilo treba izpeljevati preko nekih organov, akcij, komisij in tako naprej. Timing je pa to bistveno lažje izpeljal in to enostavno šlo skozi, tako da je to še, ne nažalost, ampak na srečo še tudi danes. Je pa res, da smo okvire takratnega časa presegli za 100% ali pa za več in bo treba tudi organizacijsko timing peljati v nadaljevanju. Moji nasledniki bodo mogli gledati na to, da se bo tudi na tem področju zadeva modernizirala in tudi strokovno drugače peljala, kot se v današnjem času. Društvo je le ljubiteljska dejavnost, ni profesionalna, čeprav mi peljemo to maksimalno profesionalno, ampak se pravi, kot statusno bo ta sprememba mogla biti. Evo, toliko na kratko, kako so te poti prihajale. Lepo si osvetlil zdaj zgodovino od 70-ih, 90-ih, vse, kar nas je zanimalo in še več, kako je Timing prišel do tistega prelomnega časa. Medtem, ko so bila 80-ta rekreativno tudi še bogata, prej si menil 70-ta, je v začetku 90-ih ta rekreacija predvsem tekaška kar malo zamrla, no in potem se v tvoji pisarni pojavil leta 96 Andrej Razdrih, ki je malo pred tem z Brankom Gradišnikom uspel skozi mestni proračun spraviti eno postavko, ki se je reklo Ljubljanski maraton in posta tuhtala kaj narediti in menda jih je Frančka Trobec usmerila, rekla, če pa kdo sposoben to izvesti, je pa to Gojc na Timingu. In Razdrih je poln pričakovan, da prišel do tebe takrat. Kako se tebi zdel ta projekt, ki ti ga je prinesel in te poprosil za pomoč? Ja, jaz bi se spet vrnil malce nazaj. Ko sem jaz iz vojske prišel leta 1977, sem dobil za nalogo, da prevzamem pohod ob žici okupirane Ljubljane. To je bila takrat izredno velika prireditev, kjer se je udeleževalo preko 100,000 ljudi. To je bila ena akcija, res je bila politična, da je imela prizvok politike, ampak vseeno na našem športnem področju izredna akcija, tako na strani pohodništva kot tekmovalnega dela. In ta tekmovalni del je bil tek trojk, ki je svetovni tek, in pa seveda v tistem času še vrhunska prireditev tek prijateljstva in pa štafete zmage in štafete bratstva in enotnosti. To so bili 3 tekaški programi, ki mislim, da so utirali pot današnjega ljubljanskega maratona. Res da so to discipline, ki niso bile zabeležene kot vrhunske discipline, razen teka prijateljstva. Tek prijateljstva je bil vrhunska prireditev, ki jo Slovenija ni imela na atletskem področju in mislim, da tudi skoraj do zadnjega teka, to je bila leta 1989, je bila to prireditev, ki je bila nivo evropskega prvenstva ali pa svetovnih prvenstev cestnih tekov. To je bil predvsem cestni tek. Imeli smo fenomenalne tekmovalce od Dane Korica, našega Rozmana, recimo to iz domačih logov, jugoslovanskih ali pa slovenskih, Sveta, recimo Svet je bil tekača vrhunskih tekačev v svetu, ne samo pri nas.
in pa seveda ostalih. Tukaj so bile reprezentance mest, niso bile državne reprezentance, ampak je bilo od Kijeva, Moskve, Londona, Dublina, španskih, Sevilje, ne vem, kjerih mest, da nam ne števo, ker jih je bilo ogromno, ampak to so bili špica tekači na srednje in pa dolge proge. To je bilo, proga je bila dolga v Ljubljani 4220 metrov. Je bilo to so tekači bili na 5 kilometrov s svetovnimi znamkami, svetovnimi prvaki in evropskimi prvaki, ki so se res borili za ime mesta. Mislim, to je bilo zanimivo. Res, da je bila povezana tukaj tudi malo še te politične sfere, zahod-vzhod, takrat je bilo močno Varšava, Moskva proti, ne vem, Londonu, Rimu, Berlinu recimo. In tukaj so bili te tekmovalni naboji, ki so bili res izredno močni. In takrat je bila to prireditev, ki je v Ljubljano, v središče Ljubljane pripeljala 10,000 gledalcev. Mislim, to je bilo res noro za tiste čase. Je bila pika na i tega pohoda ob žici okupirane Ljubljane, ki se je končala z tekom prijateljstva ob 8 zvečer. To je bilo od televizijskega prenosa, pa takrat vemo, kaj je bila televizija, praktično nič ali pa še na samem začetku. Prireditev, ki je bila izredna, res izredna, ki pa je žal bila že takrat naštimana finančno. Takrat so te tekmovalci tekli že za denar, to ni bilo več tistega ljubiteljskega naboja, čeprav takrat so bile olimpijske igre, še so bili amaterji, niso bili profesionalci, čeprav vemo, kakšni amaterji so bili, ampak je bilo res vrhunstvo enkratno, in škoda, da nismo tega obdržali. Leta 90, ko je postala Ljubljana enotna občina, se je to ukinilo. Prišla je tudi druga oblast, z druge opcije. Vemo, da je bila ta prireditev rdeča prireditev, ki je nažalost tudi še danes smatrajo za rdečo prireditev, ki je obeleževala dan osvoboditve Ljubljane 9. maja, še danes jo, ne vem zakaj ne. Super, če je dan Evrope za zmagovalce, tudi Ljubljana še zmeri pod tem nazivom in je neka tradicija, ki jo še zmeri peljemo. In je bila nažalost ukinjen ta tek prijateljstva, zato ker teh finančnih sredstev ni bilo. In tukaj je bilo pa prvič tisti pokazatelj, da Ljubljana pa vendarle potrebuje neko vrhunsko prireditev tudi na tem cestnem teku. In takrat smo že razglabljali na veliko, kako bi te zadeve pa šli v korak z ostalim svetom, s temi maratoni. Ampak žal tega denarja ni bilo v športu, da bi lahko podprli finančno ta tek. Držali smo ta rekreativni del še vedno v Ljubljani. Tek trojk se je obdržal, sicer smo ga spravili pod okvir rekreativnih pohodov okoli Ljubljane, ni bila več prireditev, štafet so bile ukinjene, ni jih bilo več. Tako da smo obdržali samo še tek trojk, ki smo ga potem v sklopu tega pripravili v dopoldanski čas, ne več v večerne ure ali pa popoldanske ure za 9. maj. Takrat se je bila prireditev 9. maja, to ni bila prva sobota na 9. maja, ampak 9. maja, ne glede na to, kjer dan je bil, ali je bil delavnik, ali je bil to sobota ali nedelja, se je 9. maja ta prireditev odvila. In Ljubljana se je zaprla za ta tek in je bilo res enkratno. In žal pa pač leta 91 smo to mogli prekiniti to tradicijo in smo šli v tek trojk, smo ga še zmeri obdržali, vendar v sklopu prireditev pohoda ob žici, tudi ime pohoda se je spremenil, ampak rasla je pa ta naša napetost za ustanovitev ali pa za nek nov program Ljubljanskega maratona, ki je rasel, dokler ni Razrih prišel na to idejo v mestnem svetu, ker pač te sredstva smo pa potrebovali, brez teh sredstev ni bilo mogoče tega izvesti. So zlobirali in je ratal ta Ljubljanski maraton leta 97.
in seveda pod srečno zvezdo, ki je srečna zvezda bila še kar do predlani, ko je ta COVID prišel in je, lahko rečem, samo rasel in še rasel, ko se je pa ta zadeva dogodila, se je pač nažalost ustavila. Evo, tako je ratal Ljubljanski maraton, za nekaj entuzijasti in nekaj, ki smo videli na tem nekaj več kot samo šport in dogajanje, ampak smo videli tudi, kaj lahko prinese v razvoju redne telesne aktivnosti ta maraton, ne samo kot ena prireditev, ampak kot celoletna dejavnost in priprava na ta Ljubljanski maraton. In jaz mislim, da smo veliko naredili na tem področju. V bistvu ogromno, no, sej, mislim, da številke govorijo same po sebi, Gojc, lepo si rekel, Slovenija je potrebovala tako prireditev, čeprav je bila bojazen organizatorjev pred prvo izvedbo, da morda ne bo dosti tekačev, da bi recimo mesto požegnalo sredstva še za naslednje leto, ampak vendarle prišlo je, za tiste čase bilo to ogromno, 700 tekačev, zadnjo nedeljo v oktobru leta 1996 na štart, v 10 letih se je ta udeležba podeseterila, kasneje, naslednjih 10 se je v bistvu potrojila iz tiste številke po 10 letih, nore številke so to bile. Kaj pa so bile, recimo, največje ovire ali pa največji izziv v tistih prvih 10 letih? Orasti ledino na en način, sicer Slovenija je že imela maraton 3 src v Radencih, ki je bil tradicionalen, ampak ta ljubljanski je bil zasnovan drugače, vendar je bil to center Slovenije, vendar je bila to prestolnica. Ste lastno zdanje, lastni know-how tam ustvarjali in iskali lastne rešitve, ali ste morda se ozrali tudi kje v tujino, v kakšno večjo prireditev, ki je imela recimo daljšo tradicijo, pa morda kakšno prakso prinesli v Slovenijo na ta način? Ja, nismo se zgledovali po Evropi ali pa po zunanjih organizatorjih. V bistvu smo sami rasli. No? Mislim, kot sem povedal, pohod je bila tista panoga, ki nas je učila organizacije prireditev tudi v mestnih središčih. Ne? Res je, da so prvi 3 slovenski maratoni in kapo dol so bili Bovec, Kranj in pa Radenci, ki pa niso bili mestni maratoni. Ne? Bili so v okolici mesta ali pa niso neposredno bili v središčih mestah, no, tako da je to čisto nekaj drugega. Težava prva je bila birokracija. Birokracija, mi nismo niti poznali, kaj v bistvu vse moramo priglasiti, dobiti soglasja, dovoljenja, vse scene, zapore, promet, policija, varovanje. To je bilo za nas čisto nekaj novega. Ne. Pohod kot tak, ali pa tek prijateljstva, ali pa tek trojk, ki smo ga imeli, je bilo čisto druga pesem. Za te mestni tek je bil v bistvu relativno v majhnem obsegu, v majhnem prostoru, maraton pa točno vemo, 21 km, 10 km, 42 km, to je treba zapirati vse, to je čisto druga pesem. Je pa zanimiv, ne, da prvo leto je, ali pa prvih 5 let je še kar nekako šlo, kar se tiče birokracije. Ne. Smo imeli support, ne, ali pa pomoč, ne, ker takrat upravne enote še niso bile v okviru republike, ampak so bile pod mestni sekretariat in je bilo bistveno lažje, ker smo bili ena družina in smo lažje zadeve usklajevali in pridobivali ta dovoljenja. Ne. Čeprav, če se spomnim prvih obravnav, za Ljubljanski maraton na upravni enoti je bilo po 5 ur. Ne, to je, mene je zadnjica bolela od tistega sedejna, pa prepričvajna, kaj je kaj. Ne, in to je bilo groza. Ne, in to je bilo en drugega, smo nam rekel pluvali, ampak prepričvali, kaj, zakaj ne, da so oni zato tle, da nam pomagajo, ne zato, da nas zafrkavajo z raznimi zakoni, ki so bili takrat, ampak tisti zakoni niso bili nič proti tistemu, kar je danes. Ne. Tako da v primerjavi prvi maratoni, birokracija, samo priprava maratona z današnjim, to je zanemrljivo. Ne. Danes pa rabiš ti profesionalni pogon, da vse spelje, vse skladno z zakonom, dovoljenji in z vsemi, to je
trenutno za Ljubljanski maraton 3 fascikli polni materijala, to je dovoljen, mislim, da rabimo enih 60 na pamet, če nisem nikoli štel, ampak vsak let dobimo ne 3-4 zraven, to je grozane. Druga stvar je tudi to sodelovanje služb znotraj mestne uprave, danes ali pa včasih je bilo bistveno razlikane. In pa seveda, da ne govorimo o policiji in pa o varnostnih službah. Takrat so bile to še nekako državne inštitucije, neposredno državne inštitucije, ki je bilo čisto drugače, kot je to danes. Danes so privatne firme, ki v bistvu ti varujejo prireditev. Policija tle sploh noče biti vpeta. V Ljubljani sreč smo konsenz z njimi imeli, tako da se čutijo kot soorganizatorji prireditve. Maribor, policijo sploh nimajo. Oni niti ne pridejo zraven, pogledajo sam, ali imajo poštiman skladno z zakonom ali ne, da bi sodelovali nič. Pri nas odlično sodelujemo in pogon policije, jaz si ne predstavljam Ljubljanskega maratona brez te inštitucije. 120 policistov. Pa še te so dostikrat premalo, če bi tako rekel, jih ne upoštevajo udeleženci v prometu. Tako da je res, kar se tega tiče, Ljubljana kapo dol. Tudi mestne službe izredno pomagajo pri sami izvedbi, od gospodarskih javnih služb, oddelka, ne govorim o športu, ker je pač matična zadeva, civilne zaščite, reševanja, gasilcev, res skupek ogromnih inštitucij, brez katerih si ne znam predstavljati, da bi ta maraton lahko izpeljali. Seveda pa pod našim okriljem, ker brez nas pa tako ne bi bilo nič. Tako lepo si zaključiti v misli, spoštovane, že 1 uro pogovora z vedno zanimivim in zabavnim Gojkom Zalokarjem je za mano. O Ljubljanskem maratonu govoriva, če imate pri roki, če si pa priskrbite. Zgodba Ljubljanskega maratona je tak monografija, tak velika knjiga, debela knjiga z veliko še več zanimivostmi, kot jih bo Mina tukaj povedala. Marjan Žiberna in Branko Gradišnik sta družila moči, pa še nekaj drugih piscev in prvih 20 let Ljubljanskega maratona je zelo lepo popisano tam noter s slikovnim materialom in zgodbami, ki jih še ne poznate, priporočam. Ampak po teh 20 letih, ko je maraton na način dosegel vrhunec, prej si omenil, da je po tem letu začela udeležba padati. To je bil kar en globalni fenomen na tekaškem področju nasploh, o tem se lahko še dotakneva. Ampak kljub vsemu, Ljubljanski maraton še ni dosegel svojega vrhunca v vseh pogledih. Še več se naredili, v naslednjih letih ste ne samo pridobili zlati znak IAAF, to je res v tistem času najvišja značka kvalitete mednarodnega tekmovanja svetovnega maratona, ter seveda tudi pred par leti še za piko na i vrhunski rezultat tekača po 2:05, takrat je Ljubljanski maraton to vršilo med 10 najhitrejših maratonov na svetu. Mislim, za piko na i še to, kaj bi sploh lahko še na Ljubljanskem maratonu v tem času dosegli, se ljudje tam zunaj sprašujejo. Mi smo ga, bom rekel, ponotranjili, nam je Ljubljanski maraton stalnica vsako leto, vsaj tekačem, ki jih jaz poznam, za njih lahko trdim. Praviš, da so mestne oblasti, bom rekel, službe prav tako to vzele kot svojo prireditev. Kaj pa Ljubljančani, ki so prva leta malo z negodovanjem gledali na prireditev, ki pa je zdaj na en način zaščitni znak, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Je ljubljansko srce tisto, ki bije tudi za maraton vsako leto? Ja, jaz mislim, da je. Tudi na tem področju, ko so se že prej pogovarjala o vzgoji kadrov in pa otrok na tem področju, tudi tukaj smo vzgajali Ljubljančane in pa prišleke, ki so prihajali v Ljubljano, kaj pomeni maraton, zakaj ga organiziramo, da ni to pridobitniška dejavnost, da ima čist druge smotre in cilje, in mislim, da so ga počasi Ljubljančani tudi sprejeli za svojega. Je pa jasno, pri 300 000 prebivalcih
imaš in en in drugi pol. Ne. Tako da je zelo težko reči, da bi bili vsi zelo zadovoljni s tem, ko tisto nedeljo zapiramo Ljubljano, praktično jo zapremo skoraj v celoti. Ljubljana ni London, Dunaj ali kakšna druga velemesto, kjer se niti tako ne pozna, ampak Ljubljano pa praktično zapremo. 42 v enem krogu dobiti traso je izredno težko, ker še malo pa si na nivi. Ne. Mislim, tako da v bistvu smo kar nekaj cajta potrebovali tudi po tem delu, da smo ga spravili v en krog. Zapiramo ga pa tako, da je čim manj moteč za Ljubljančane. S tem jih pa tudi privabimo, da pridejo na samo traso navijati za tekače. Zakaj pa ne? Sej, kaj pa češ delati v nedeljo zjutraj, tisti, ki vstanejo v Ljubljani, in teh je relativno malo. No? Mislim, ker Ljubljančani več ali manj za vikende hodijo izven Ljubljane in te so malo problematični, ker ne morajo iti iz Ljubljane v delu trase, ker jasno ga zapremo. In takrat ne dovolimo vožnje po sami trasi, prečkajo traso lahko na enih 6-7 koncih Ljubljane, tako da to ni problema, takrat seveda, ki se da. Načeloma je pa zanimivo, da prideš na traso in si ogledaš tekače, spodbujaš. Te tekači niso samo vrhunski tekači, jasno, tiste se prije pogledati, ker je zanimivo in je super videti enega vrhunskega Kenijca, Etiopca, ne vem, Eritrejca, pa mogoče tudi kakšnega belca, ki se znajde med temi črnimi tekači. Je pa zanimivo, da je pa kar neki področji, ki naredijo žuri iz tega maratona in povabijo svoje občane ali pa tiste na tistem področju, krajane, in to so nekatera turistična društva, ki naredijo žur za vse tiste prebivalce v tistem delu, naredijo piknik, naredijo cel koncert, se zabavajo, navijajo, uživajo, ponujajo pijačo, čeprav jo ne bi smeli, ampak tudi to se zgodi. En tak zanimiv dogodek bom malo kasneje povedal v Dravljah, ko so turistično društvo organizirali tako zabavo in so bili res taki fani teka. So mislili, da je treba tudi pač podprti kakšnega tekača, ne z vodo, ampak tudi s kakšnim alkoholom. In žal se je to zgodilo, da je en sicer dobil ta glažek žgane pijače, ki so ga kmalu zadušili, ko je on potegnil to pijačo, jasno si skoraj zadušil. En tak primer, sicer neprijeten, ampak zanimiv. Ne. Potem organizirajo razne scene. Imeli so tudi svoj bend pripeljejo, navijajo, igrajo. Imeli smo Angleža, ko so eno angleško pesnico zaigrali tam, se je ustavil, je skakal tam, plesal, navijal, res čudovito. Ne? In to imamo tudi posneto, tako da se vidi, da to ni neka fama, ki jo jaz zdaj le pripovedujem. In zmeri se kakšna čudovita zadeva zgodi. Najbolj taka, ki mi gre pa na jok, ko je pa ob hospicu, ki gre traso in tudi točno pod hospicom je ta okrepčevalnica, so te umirajoče ljudi pripeljali na oken, da so ta tek si pogledali. Poznam to okrepčevalnico, ja, res je. Tam je res mal ganljiv moment, tudi v zadnjem delu maratona pol, tako izjemno, no, sej, če si lepo si omenil, tudi vse ostalo. Morda je še nekaj manevrskega prostora, ravno na tem področju, ki si ga omenil, še malo več ljudi, še malo več navijanja in še več ljudi bo tudi prišlo. Jaz sem videl več tujih maratonov ob progi, to kot si ti rekel, so žurke, se dogaja marsikaj, ljudje se ne dajo motiti, tudi maraton je lahko družaben dogodek, ne samo za tiste, ki tečejo, morda še bolj za tiste, ki so ob progi, tako da spoštovani in cenjene, če že ne tečete na Ljubljanskem maratonu, pa ste kje blizu Ljubljane, ostavite se vendarle, to je spektakel, vseh pogledih te besede. Meni je zmer žal, da Ljubljanskega maratona ne morem spremljati kot gledalec, ker pač moram biti na progi, ampak upam, da mi še dolg cajta ne bo ratalo, rečemo, ja, pa da bom še veliko časa na progi, ampak
zdaj sem se spomnil, ko si pripovedoval te dogodke, pa zmeraj to poveš. Če bi te zdaj vprašal, ker je tvoj najljubši ljubljanski maraton, bi strelil kot izstopa in sva pri tistem čudovitem letu 2012. Izvoli, beseda je tvoja. Ja, vidi se, iz katerega športa izhajam. Žal je tako, da je bil to res en tak dogodek nepozaben in mislim, da do konca življenja ga ne bom pozabil. Če bi to en rekel danes, pri teh vročinah in teh zadev, kaki oktobra sneg badena, nekaj me ne rečem kaj. Se je to res zgodilo, ampak zdaj smo imeli pa na Ljubljanskem maratonu točno vse vremenske pojave. Tako da upam, da se bo kdaj še kaj ponovil, kakšen sneg, pa da bomo še kakšen ratrak zagnali, da bomo še kakšno tekaško, smučarsko progo zraven potegnili, ker je tudi naša druga ljubezen. Ta dogodek je pa res in je tudi lepo napisan v tej naši brošuri ali pa knjigi 20. Ljubljanskega maratona. Čisto na kratko, prejšnji dan smo imeli 18-19 stopinj je bilo, naliv tak, da jaz v takem res še nisem nikoli delal, kot smo te šolske tekme delali. To je deževal, štrene so šle, ne kaplje, štrene. In res je bilo neverjetno, smo rekli, jutri smo ga pa nagrbusili, tole bo poplava. In nekako sreče je bilo tam po sred šolskih tekov je ta dež ponehal, malo je pihnal, tako da je bilo malo boljš do konca za ta šolski tek izvesti. In smo pač po tem teku pripravljali traso za naslednji dan, ker do ene polnoči sem šel domov, sem rekel, tiste 3 ure bom odspal, da bom fit za naslednji dan. Dih dober se uležen, ker mi zazvoni telefon, to je bilo tam okrog 2 ure zjutraj, drugo pol tretjo. Varno se kliče, da imamo celo progo podrto. Česa podrto? Koligani sred noči, dobro, kakšno ograjo ali pa en del ne rečem, ampak ne celo progo. Je rekel, tle imate vse podrto, pridite takoj, sem, pa kva pa je, rekel, pridite pa ste videli. In jasno, sem nazaj zlezel v obleko in letel, kje stopam ven snežinke, kakšne snežinke, ne vem, se nisem nič pil prejšnji večer, da vidim zimo tlele, se je sred poletja še skoraj praktično. In res pade par snežink, sem rekel, okej, pogledam ven, stopam iz Haustarja, sunk vetra in je očitno ta mrzoval prišel in je jasno bil tak veter, da je vse ograje na celi del od tega od Ajdovščine pa do skoraj do Trga revolucije je bilo podrce ograje, jasno, bili so transparenti pripeti gor, od spod in od zgor in je bil to jader. Jadro, ja. Ne jader, to je bil že kar špinakar in jasno, to je šlo vse na tla. In jasno, to je bilo problem, sem ven stopil, sem zelo blizu stanujem, grem čez Trg Republike, so bili pa sponzorski šotori postavljeni, ti Arafati, ki so lahki, to je bilo ur nebes, to ne moreš verjeti, to je bilo zmeližen, se nekom pa benti, kaj se je pa zdaj to zgodilo. In mi ni bilo čisto nič jasno. V tistem, kar sem že prihajal, je že kar nekaj padal, niso bile več samo snežinke med dežjem, ampak je bilo že kar taka ta prava snežna ploha. In to je bilo za pogledati noro. Jasno, potem se je dan prevesel, noč prevesel v dan, in ko je šlo na jutro, so temperature še dodatno padle in to je padalo. To je snežni metež, to je res neverjeten. Sicer ni še bilo nič na tleh, ampak je že prijemal se, jasno. Največ tragedija za mene je bil oder, ki je bil čez traso maratona, to je pred ciljem, 50 metrov pred ciljem, ko je ta dež s snegom se začel nabirati na strehi. Sem rekel, če bo to zdržal, če bo to še par 10 centimetrov snega na to podlago, to se bo vse porušilo. Kaj narediti? In res je začel nemogoče padati, bila je brozga, ko je 8 do 10 centimetrov, to ni tako izgledalo.
brozga kot brozga, ampak res brozga. Jaz si to sploh nisem predstavljal, da je to možno. Ne. Kaj narediti? In zdaj tam, ko smo imeli položen ta pison, je bilo še toliko bolj. Ne. Na asfaltu je le sprot topil, tle pa ni topil. Ne. Tle je bilo pa že kar debel. Ne. Kaj narediti? Ne. Nič kaj. Kar bo. Meni se je zmeri bolj smejal, ker je bilo vse zmeri bolj belo. Ni bilo več brozga, je bila že belo. Ne. Grad je bil fantastična silhueta grada v snegu, belo, snežinke padajo. Sem se postavil sred kongresnega trga, ker je bil cilj postavljen. Vse 4 od sebe sem dal, to mi je bila sama usta, sem bila od smeha. Ne. In pa, ko so začeli počasi naši sodelavci prihajati za izvedbo, ne, vsi s takimi očmi, kaj sem rekel, jaz pa super, kaj delali bomo. Ne. In smo bili res naliti, mokri, čisto, to je bilo za vzžeti vse skup. Se približuje ure štarta, prvi 10 km, pol 9, nobenega kjer. Rekel, povemo, kva ne naredimo, nobenega ni. Ne. Nisem imel informacije ob dvigu, kaj je, kaj bo. Začnemo tam ob 8, pol 9 je bil štart. Rekel, no ja, enih 50 pa bo laufal. Od tistih 10,000 sem rekel, gremo, kaj bo, gremo, nema. In gremo, ne, jasno. Rekel, fino, super, gremo, kaj. Ajde, uspovemo, kak je to, gremo. In bližala se tam 15 minut do štarta, ki je to začel gumazet, ampak res gumazet, iz vseh podhodov, haustorjev, vaj, to je začel ven, kar da bi res tist val vode prišel naenkrat na to štartno pozicijo. Jaz se nisem mogel ustaviti s smehom, res mislim, sreč, da imam ušesa, da bi bilo usta okrog in okrog. No, in gremo, štartamo. Ne. Gremo, kva bo zdaj, kliče prvi poziv, ne morate, ustavite, ne, predstavite te, zakva, drevesa ležijo, kakšna drevesa ležijo. Ne. In so začela drevesa dejansko padati na večni poti, snega je takrat že toliko bilo, tam je se hitreje prijemal kot v mestu, tle je bila brozga pa belo, tam je bilo pa že kar tam dobri 10 cm snega. Ne. Kaj? Ja, pač bojo laufali po snegu, če laufajo stipali čez, bo pa tudi stipali maraton. Ne. Ok, gremo, bojo pa malo skakali čez drevesa, gremo in smo šli. Ne. Ampak pa 3 telefone smo zavrteli, naša služba civilne zaščite oziroma za reševanje mestna, ne, to je super načelnik, to smo takoj aktivirali, gasilci, žage, tup so leteli in 10 minut predn so prilaufali do tistega dela, ki so bila drevesa podrta, je bilo odstranjeno, tako da je šlo nemoteno naprej. Pa še ena anekdota o tem, ne. Dame, ki so prvič prišle laufati, ne, nove superge, nove oblekce, taške, tekaški dres je to. Ni da ni, ne. Ta prvo so hodile po prski, tako baletke, da se ne bi zmočile, pa da ne bi uničile teh tekaških copat, ne. Bolj se je bolj približoval teh, bolj je bilo s tem, to je na koncu, pa res, tista plunder, to je špricalo krog boli, prav super je izgledali in tak res lep dogodek. Na koncu koncev, ki je bila prireditev za nami, malo spraševali, rekli, super, vsi so bili navdušeni. Torej, jaz nisem videl tekača, ki bi bil zoperen, zmeri so na štartih, tudi danes jih je kar precej, ne samo eden, nobenga, vsi nasmejani. To je bilo, kar takole je gozamel, in ko si pogledal na štart, ne, ko je sneg padel, je bila, videl se je pol metra nad glavom tekačem. Je bila prav tisto valovanje toplega zraka, jaz sem bil že v greti očitno. To en posnetek imamo, ko se vidi to elektromagnetno ali pa toplotno valovanje na tekači, kar samo še da to potrditev, da so bili res fenomenalno navdušeni nad tem dogodkom v snegu. Ne. To je res tak super dogodek. Potrdim, Gojc, ja. Ampak to je to. Ne, perfektno. Jaz poznam
pa nekaj tekačev, ki so bili tisti dan slabe volje. To so bili tisti, ki niso prišli, ker so se pač ustrasili. Ja, in potem, ko so poslušali, gledali fotke na Facebookih, poslušali te fantastične zgodbe, jaz ne bom nikoli pozabil, jaz sem tisto plundro jutranjo zagazil, bos, se mi zanohtal tako in sem rekel, to naušlo, ampak z tistega je ratal, pa je tak fantastičen dan, da tudi danes, če se teh 15 let spominjam, je 2012 eno tistih let, ki si ga najprej spomnim. Res fantastično, tiste fotke, ki jih gledam, Gojko Tazalokar iz leta 2012, so pa brez izjeme čisto vse navdušene, nasmejane in prav privoščil bi mu, no, če ne premoče, pa letos na 15. obletnico eno pošiljko snega za naš štart. Ampak res pa je, da nekaj jih pa ni prišlo, zato ker niso prišli čez klanc iz Dolenjske, ki je bil zaprt, ker je bilo toliko snega, in pa en del čez Trojane. No, tako da tisti, ki so malo prej šli, so bili imeli to srečo. No, če smo že pri prigodah, eno moraš omeniti, zdaj že 5 let od tega, pa se lahko malo nasmejeva, takrat je izgledala pristojno bolj tragična. Mene, prvič sem se nasmejal. Najdaljši maraton. Tako. Prvič sem se nasmejal na to temo, ko smo bili 2017 maja v Pragi in tam je imel Ljubljanski maraton svojo stojnico. In pridemo do tja in najboljši napis vseh časov na vseh maratonih je bil na tisti stojnici: dobrodošli na najdaljši maraton na svetu. Ne? In jaz sem se takrat krohotal po mojem 10 minut na to temo in dejansko je bilo to čist res. Zadrega je bila pa taka, verjetnosti račun, da se kaj takega zgodi, približno enak kot verjetnost, da se to zgodi, kot pa da je zmagan Ljubljanski maraton, pa res. Tista nesrečno naključje, ko je policijsko vozilo peljalo večkrat po napačni ulici, vodilni tekači za njim in evo, pa je bila šlamastika. Daj malo piš, kaj se je takrat zgodilo in kako ste zadevo potem zelo elegantno rešili. Ja, to si pa res nikoli ne bi predstavljal, ker se zgodi na teh manjših tekih, vaških tekih, znaš kakšnega najdeti, ki ti bo puščico usmeril v drugo smer, kot je trasa. To se je tudi že zgodilo v Ljubljani na gozdnem teku na Brdu, ko so jim zamenjali pa obrnili v drugo stran in so laufali namesto proti Katarini, so laufali proti Krimu. Tako da to se zgodi. Ampak tole na taki vrhunski prireditvi, ko ti plačaš vrhunske tekače, da pridejo pa da ti zgrešijo stezo, to je pa za mene nepojmljivo. Enostavno, ko se je to zgodilo, jaz, ko sem bil v cilju in sem čakal prihod teh tekmovalcev, ko so mi sporočili, traso so zgrešili, kakšno traso, kako, nemogoče, da traso zgrešijo, se je vse zaprti, na vsakem križišču so ljudje, trakovi so potegnjeni, kako zgrešili, nemogoče. In nisem dojel do skoraj, preden so pretekli v cilj, ker so začeli tekmovalci z rokami tudi, kaj se je zgodilo. In potem sem šele dojel v bistvu, kaj se je zgodilo. Zgodilo se je pa to, da je bila intervencija policije, ki so prečkali našo traso. V prvem delu jih niso spustili in so jih obrnili. To je po cesti, ki pele mimo postaje na traso proti Zmaju. Na tem drugem delu po Ilirski je bila pa policistka, ki je bila mislim, da je bila iz Kočevja, sploh ni vedela, niti iz kere strani pretečejo, niti kaj bo, in je v bistvu še trak, ki je bil napet čez cesto, da ne bi mogel noben odprijeti, ga je odprla, da je ta policijski avto šel na traso. Problem je pa to, da na Ilirski proti kliničnemu centru, če bi šel v smeri teka, ne bi bilo nobenega problema, ga je pa sekal traso in ravno v trenutku, ko so prihajali vrhunski tekmovalci. In ko je prišel, še sreč, da ga ni povozil, ki je priletel na cesto noter, je ta zavil iz Ilirske proti kliničnemu centru in on je pač mislil, da je to spremljevalni avto in je zavil za policijskim avtom za njim. Napačno smer. Naš avto za policistom je bil pa že od spredi, tako da enostavno ni ga videl več. Niti semafor je 20-30 metrov, ki je bil pa naprej
in ni šel za semaforjem, ampak je šel za policijskim avtom. In jasno, prvi 3 tekmovalci so zgrešili traso in so šli za policijskim avtom. Sreč pa ta policist, ki je spremljal zadevo, je hitro domel, da je narobe šel in je šel naprej na Poljansko in po Poljanski nazaj na traso, kar pomeni, da so te prvi 3 tekmovalci, ki bi mogli zmagati, so bili šele 4., 5., 6., ne, ampak pač zgodil se je, mi smo takoj odreagirali situacijo, ugotovili, da je pač napaka jasno naša organizatorjev, ker je, tudi policija je del organizatorjev, pač zgodil se je, ker so bili oni na intervencijski vožnji, so šli na pomoč policistu, ki je bil napaden in je pač do tega prišlo. Smo pač stopili z menedžerji skupaj, smo enostavno prve 3, ki so bi mogli biti razglasili za prve 3, in prvi 3 ostali, ki so bili pa dejansko prvi v cilju, smo jih proglasili prav tako za zmagovalce. Tako da in nagrado, in medalje, in pokal, in vse so dobili, žal dvojno, ampak tako je bilo, pač to smo rešili, smo zaradi tega izgubili kar precej denarja, jasno, nagrade niso prav majhne, ampak smo bili fair in smo to nekako rešili. Ne. Je bilo pa neprijetno, ne, ker zlasti novinarji, ko pa začnejo dregati, ne, in je bilo pa kar dajati intervju, potem po temu, moram reči, je bilo en mojih težjih intervjujev in tudi še to bi povedal, ne, da tudi novinarji niso bili prav fair, oni so povedali, kaj bojo vprašali, ko so mene poklicali na intervju, ampak potem so mi dali pa čisto druga vprašanja, ki so nakazali na to, da smo mi odgovorni, da smo mi ga polomili, da kaj se gremo pri taki prireditvi, kako je to sploh možno prijeti. To je bilo pa, moram reči, pa zelo neprijetno. Ja, no, če so že, situacijo sem takrat spremljal, bom rekel, skoraj v živo, no, vem, da ti kot direktorju tekmovanja prav gotovo ni bilo lahko, ne, veliko stvari se je zgradilo nate, poleg tega pa še, bom rekel, ta novinarski prešer, no, če so že pri novinarjih, ali pa pri tekačih nasploh, no, prej si omenil pač tekače take in drugačne, tudi med tekači se najde kakšen, ki je pač, bom rekel, večno nezadovoljen. Lahko je tudi novinar, ki potem napiše, da bi Ljubljanski maraton ne smel biti profesionalna prireditev, ampak nek ljudski tek, kjer bi bila četrtina pol manjša in bi se tekmovalo zgolj na pol tekmovalno, ampak kakšen odgovor si takrat dal tekaču novinarju, ne, ki je priobčil, da bi pač praktično vse moralo biti skoraj da zastonj, ker si pač bom rekel, tekači že zaslužimo in to naša pravica, da tečemo, ne, pa zato nič ne plačamo, zakaj pa bi plačevali, če grejo potem nagrade, bom rekel, tekačem iz Afrike. Ja, zdaj tako je, ne, če smo hoteli ohraniti ali pa sejati odličnega prireditelja, dobro organizacijo, se dvigati na nivo evropskih in svetovnih maratonov, potem smo pač morali tudi temu slediti. Ne. To ni samo prireditev za rekreativne tekače, ampak je tudi prireditev za vrhunske tekače. Točno vemo, da ti vrhunski tekači so profesionalci, živijo od tega, utečejo lahko 3 ali 4 maratone maksimalno na let in oni pač morajo to plačo si zaslužiti. Ne. To res zgleda precej visok strošek, ampak če gledam realno, ta strošek v bistvu bi nam mogel dodatno prinašati sredstva, sponzorska sredstva, ker s tem se le prireditev kaže navzven in s tem tudi njihova prodaja in njihovo oglaševanje je na ta smer, na to znesek uperjeno. Mi sledimo tudi našim slovenskim tekačem, tudi mislim, da smo, no bom rekel, da smo edini, lahko da je še kakšen, ampak tudi podpiramo slovenske maratonce ali pa dolgoprogaše in namenjamo tudi sredstva našim domačim tekačem, seveda pa ne moremo v enakem znesku, kot je za vrhunske, ker tudi naši
rezultati slovenski so podpovprečni evropskim tekaškim tekom, ne pa samo svetovnim. In če pogledamo rezultate naših in pa vrhunskih, težko primerjamo. No? In jaz to zastopam na en način, ker tudi če bi kot nepoznavalec bi rekel, da so ti rezultati dobri rekreativni rezultati. Ne? Žal je to tako. Ne? Vemo, kaj maratonski rezultati pomenijo in imamo 2 ali 3 maratonce v Sloveniji, ki so sploh sposobni iti v rang povprečnih rezultatov maratonskih, ampak jaz jih spoštujem in vem, kaj pomeni rezultat od 2:18 naprej. Je močno pregaran rezultat. Vemo, da so naši tekači amaterji, da ne živijo od tega, da tudi kakšnih blaznih visokih sponzorjev ne morejo pridobiti, zato da bi se lahko samo s tem ukvarjali. Tako da samo čestitam sploh, da imamo te 3 tekače maratonske. Ob tem, da je pa še tako, ne, da so tudi poškodbe zelo hitre in točno vemo, kolikor je poškodba, so rezultati takoj za krepkih 5 ali več minut slabši od predvidenih. Je pa to težka disciplina in spoštujem vsakega, ki preteče 42 km, tudi rekreativni tekači. Zlasti tiste, ki teče okrog 5 ur in lahko samo rečem kapo dol, ne? Ker to ni samo telesna priprava, ampak je tudi krepka psihična priprava. Glava, brez glave maratona ni. Tako, mislim, kako lepo povedano, se strinjam s tabo kot maratonc, prav gotovo lahko rečem, da sem marsikakšen maraton rekel, slabše v teku, prav zaradi tega, ker sem že prej odnehal, preden sem videl ciljno črto in obratno, kajpak. Po drugi strani tudi verjamem, kar si omenil, ja, slovenski tek, morda maratonski, ni na takem nivoju, kot je bil morda v začetku 90-ih. Imeli smo slovenske zmagovalce s Kejžarjem in Javornikovo na tem maratonu. Verjamem, da bodo spet Slovenci na podiju, tudi absolutno. Na vse zadnje je bil ljubljanski maraton tisti, ki je z otroškimi, šolskimi, mladinskimi teki naredil ogromen preskok in bil v tem smislu tudi zgled, ne samo za slovenske tekaške prireditve, še bolj za tuje. Zdaj v zadnjih letih praktično na vsakem večjem evropskem maratonu imajo nek sobotni program, nek junior, nek bambini in podoben rana, ne, ki ga prej v preteklih letih ni bilo. Jaz verjamem, da je bil tudi ljubljanski maraton zgled za tovrstne prakse. Sem te pa hotel vprašati, če pride kdaj do tebe kakšen odrasel, bom rekel, kar dober tekač, morda atlet, ki ti pove: Gojko, jaz sem pa tega leta tekel na šolskem ali pa na lumpi teku in se takrat navdušil za tek, za cesto, za ta žlahtni šport. Mogoče enih parih je bilo pa res, ne. Prav množično ne, ampak enih par pa, ki so bližji nam, no, ne samo na tem tekaškem področju ali pa tudi v kakšni drugi športni panogi, ki jo delamo, pride pa reče: glej, jaz sem bil pa na vašem maratonu, tega leta. Kje pa je? Kako naj se pred 20,000 tekači v zadnjih letih, kako ne vem, kdo je kdo bil ali pa kakšen čas je tekel, ne, mislim, to je skoraj nemogoče, ne, in mi je, moram pa reči, nerodno, ne, ko srečujem ljudi in me ustavljajo in se z mano pogovarjajo, ne. Oni vejo vse v meni, jaz pa ne vem v njem nič, ne, in tudi ne vem, kam ga bi dal, ali je tekač, ali tudi organizator mogoče, ali kakšen iz sponzorskih vrst. Ne upam niti vprašati, ne upam niti po imenu, ga se mogoče ga na videz poznam ali pa se ga spomnim, ampak pol pa blefiram v pogovoru, zato da ne izpadem bebec, ne, to je zanimivo, ne, in dostikrat se mi to zgodi, predvsem v hribih, ali pa recimo v Dovjem, ker sem v prostih vikendih obiskovalec bližnjih hribov in zlasti v tem delu
vrata krma kot, srečujem veliko ljudi, tudi maratoncev, ki pridejo. Me kar ne rad grem, zato ker tudi hoditi ne morem kaj dosti, zato ker se moram pol ustavljati, kot sem se na moji prvi 10 na Ljubljanskem maratonu, se moram pogovarjati in potem še blefirati po vrsti tema, kar ni prav moja odlika. Zato grem jaz tudi raj bolj v karavanški del naših hribov, ker redko kakšnega srečam, pa še tistega srečam za majico Ljubljanskega maratona, na žalost. Ja. Gojc, ne vem, kje v Sloveniji se ti lahko umakneš, da ne boš prepoznan, vendarle si ikona, vse prisoten, rekel, kar se tiče tekaških krogov, prav gotovo. Pol stoletja si, rekel, na športni sceni, zadnje četrt stoletja, prvi obraz, glas in stas Ljubljanskega maratona, naslednji mesec odhajaš v pokoj. Ampak to ne pomeni, da se bo Gojko Zalokar zdaj umaknil z te scene daleč od tega. Vem, da boš še močno prisoten tako na timing kot Ljubljanskem maratonu. Ti si vir izjemnih izkušenj, znanj, ki jih še moraš predati, ki jih še lahko predajaš leta in leta. Kakšen je tvoj pogled zdaj v prihodnost? Oziroma, dajmo reči najprej takole. Če se ozreva na tisto, kar se zdaj obdelala v zadnji uri pa pol, najbrž si ponosen na prehojeno pot, najbrž imaš stvari, ki jih posebej izpostavil, pa si jih. A imaš kakšno obžalovanje tudi v vseh teh letih? Bi kaj naredil drugače? Bi kaj spremenil, če bi lahko? V tem vprašanju si mi postavil 20 vprašanj. Kako ne odgovorim na njih? Mogoče samo na zadnjega, ki je bolj provokativen, ampak vseeno. Vem, da boš na tega tudi lahko odgovoril. Ja, nekako sem na 24. pa na 24. maratonu sem rekel, da je to moj zadnji maraton v obliki organizatorja ali pa ne organizatorja, direktorja maratona. No. Nisem rekel, da se bom umaknil, ampak ne bom na tem mestu. Pa so se mi vsi kar smejali. Ne. In kap je bilo potem telefonov, kaj pa ti misliš, kaj pa si pa ti predstavljaš. Ne. Ampak nisem direktno povedal, ampak sem povedal, da je čas, da prevzemajo te odgovorne funkcije mlajši ljudje, ki imajo mogoče tudi malo bolj drugačne poglede, ki mogoče niso toliko natančni v določenih zadevah, pa bojo lažje zadeve speljali. Ampak vsako življenje ima nek svoj zaključek. No? In jaz tudi mislim, ta moj del je tudi tukaj vse izpel. Pa imam še veliko idej, pa želi tudi sam smatram, ne glede na mojo starost, imam še ogromno kondicije in tudi idej, no, kako bi zadeve speljali. Ampak ni to tisto pravo. No. Jaz mislim vseeno, da morajo nove kompetentne osebe sprejemati odločitve, pa tudi to, kar sem že uvodoma povedal, organizacijsko bo treba spremeniti status maratona, pa mogoče pogledati tudi še kakšno drugo plat, ne samo našo plat. Tako da veliko je neznank. No. Tudi, ko sem se odločil, da je pa tole dejansko dovolj, sem se odločil. Ne. Nisem pa videl kakšne druge rešitve. Mogoče je bilo tudi slab trenutek, da sem odreagiral na način, kakršnega sem, pa sem pač z neko zamero rekel, zdaj pa delite po svoje, kar šte. Zdaj, kot razmišljam to zadnje 2 meseca, mislim, da sem naredil napako in da ni prav, da sem tako odreagiral, kot sem. Ampak mislim, da bo šel tudi maraton pravo pot naprej. No. Ne glede na to, da ne bo več pod mojo taktirko in je pač tako. Ne. Tudi moja Barbara, ki praktično je bila in desna in leva roka, je tista prava, ki bo znala to pelati in bo tudi vedela narediti na kakšen način. In mislim, tudi upam, da bo
del teh mojih vizij peljala tudi v te smeri, ne izven tega. Res pa je, da vsaka zamenjava bo nekaj drugega prinesla, zato tudi ne pričakujem, da bo šlo točno po tistih istih tirnicah, ki sem jih jaz zastavil. Tako da bo šlo naprej, jaz se tega ne bojim. Ne. Kako bo pa čas prinesel in tudi novi obrazi bojo mogli priti, pač mi smo svoje opravili. Smo pa tle na razpolago za svojimi izkušnjami, idejami, da če bojo upoštevane, bojo, če ne bojo, tudi prav, ampak vsaka stvar se enkrat konča. No, preden pa midva končava, najprej ne pripomnim, v velike škornje bo stopil tisti, ki bo prišel za tabo na vsak način. Veliko dela je bilo postorjenega, težko je zdaj stvari postavljati na glavo, če jih nisi najprej postavljal. To je prva stvar, vse ostalo bo sigurno prinesla prihodnost, na način je ta korona tudi premešala karte. Verjamem, tako kot si že v začetku dejal, da recimo, da s tem počasi potem zaključujeva tudi koronski vplivi bodo dolgoročni. Mogoče, če združiva dve stvari, se pravi, ti si tudi predsednik Združenja za rekreativne teke, ki je bilo pred par leti ustanovljeno pod okriljem Atletske zveze in združuje 8 največjih tekaških prirediteljev v Sloveniji. Seveda je Ljubljanski maraton daleč največji, to je tudi prav. Da tebe vprašam to tudi kot predsednika, je morda tu priložnost, da to pokoronsko realnost skozi to združenje nagovorimo in iščemo rešitve na način skupaj. Ker doslej so imeli, bom rekel, večji prireditelji cel kup svojih problemov, ki smo jih reševali vsak na svoj način, zdaj imamo pa en velik skupen problem. Kako se vrniti na stara pota in kako prepričati vso to množico tekačev, ki imajo take in drugačne zadržke, da spet pridejo, bom rekel, množično slaviti tek, prireditve, tekmovanja in tako naprej. Ja, najprej bi rekel, da kakor smo se otepali organizacije tega združenja, mislim, da smo dobro pot ubrali in da nismo samo organizatorji ali pa konkurenti, ampak da smo ratali organizatorji teh 8 tekem, prijatelji in delamo za isto stvar vsi in spoštujemo en in drugega in izkoriščamo izkustva vsakega posameznega v svojih prireditvah. Tako da prvič bi to rekel, da je to super in ena zelo pozitivna naša lastnost, ki v Sloveniji ni prav pogosta in ni rivalstva, ampak je praktično smo eno, ne 8 različnih, ampak eno. Tako v pogledih, pomoči, razvijanju, ugotavljanju pozitivnih lastnosti, ukinjanju negativnih. Tako da tudi ta koronavirus, ko se je začel, smo praktično vsi organizatorji stopili skupaj in razmišljali, kako to zadevo peljati tudi pod takimi različnimi pogoji. In usklajeni smo bili praktično z vsemi akcijami. Sam boš vedel od samega začetka, ko se je zadeva začela odpovedovati, mislim, da je bil ti en prvih, ki nismo zaradi koroni izpeljali nočne desetke, smo začeli razmišljati, na kakšen način pa to sploh lahko naredimo. In je bilo res veliko idej, pametnih izkušenj, malo smo tudi po Evropi in po svetu gledali, kaj se dogaja na tem področju. Vsi so vse vprek odpovedovali, praktično ni bilo tudi ene velike tekaške prireditve in jo še zdaj ni, če pogledam, razen na Kitajskem, ampak tam je druga pesem, pa tudi vemo, pod kakšnimi pogoji oni to lahko delajo. Smo prišli do nekih zaključkov, ki so peljali v to, da kljub zaostrenim pogojem lahko te teke naredimo. Ne v obliki, kot so bili do zdaj, ampak v nekih prilagojenih organizacijskih oblikah. To smo, prvo, kar je bil pomislek na
na tek v skupinah. Ne štartajo vsi naenkrat, ampak štartajo v skupinah, recimo po 15, 20, 50, v nekih določenih časovnih zaporedjih. Vsa tehnologija in tehnika meritev, zdaj to vse lahko omogočamo, tako da ni praktično noben prikrajšan za rezultat, ampak dobi vsak rezultat in se ga lahko tudi normalno rangira. In mi smo prvi, ko smo imeli, smo to naredili maraton v Ljubljani. Po prvih ukinitvah, oziroma prvi smo bili, ko smo ta prvi tek izpeljali. In smo mislili, kakšen bum bo, pa ni bilo nobenega buma. Tako da v bistvu smo bili limitirani na 200 tekačev, pa smo potem razdelili 200 tekačev po 50, pa smo skrajšali uro teka iz 8 ur na 4 ure in smo nekako prišli do teh 200, da bi pa to lahko naredili. Ampak sreče je bilo potem tudi teh 200 ukinjeno, da smo iz 2 dni lahko naredili v enem dnevu ta tek in smo ga speljali. Isto bi se lahko naredili na katerem koli drugem teku ali po kronometrskem načinu z nekim zamikom, štartov po 15 sekund, pač treba s tem organizacijo same prireditve prilagoditi. Raztegniti, vemo pač, da ne bo štart trajal pol ure, ampak bo trajal 5 ur, ampak v končni fazi da se narediti. In prvi tak, ki je bil, res od nas vseh organizatorjev, je bil Konjiški maraton, ki ga je izpeljal in smo ga izpeljali. Odlično je šlo, zadovoljni so bili tekači, nobenih pripomb ni bilo na kakršnekoli bonitete ali pa, da so bili oškodovani zato, ker so štartali na koncu skupine ali pa v prvi skupini, ampak vsak je imel čas, vsak se je lahko rangiral, vsak je dobil. Res pa je, da te rekreativni teki niti ni v končni fazi toliko pomemben tek, ampak je važen je udeležba, važen je, da si ti sproščen, da prideš rad, da uživaš v teku, ne pa, da se boriš za sekunde. Mislim, to je to, kar je tista srčnost, ki jo mi praktično pri vzgoji, ker vzgajamo te naše tekače, skozi to tudi hočemo na en način jim predstaviti. In to se je tudi izkazalo. In mislim, da v tej smeri bo tudi šlo naprej. Res pa je, da zna biti pa za tekače neugodno, te testi, vsak bo mogel pač ta test opraviti na koronavirus, ali bo to 42 ur, ali bo to 72 ur, da je to pač odvisno od situacije, kakšna nam sledi. Edina bojazen, ki jo pa vidim v teh zadevah, je pa plačljivost. Tako kot smo že v sami skupini izvajalcev hoteli zdravniške preglede uvesti, pa smo ugotovili, da zdravniški pregledi bo 2-krat dražji od štartnine, ne bomo potem nobenega imeli. Tle je tudi ta bojazen, da bojo pač testi nekje predvidevamo med 25 in 30 evrov. Bo vprašanje, koliko se bojo tekači odločali za to, da bojo dali PCR test kot dokazilo, da je neokužen, da bo prišel teč. Tle je problem. Res, da je precepljenost je relativno skromna, največ jih je v starejših obdobju cepljenih, mladih relativno malo, tekači pa vemo, da je največja količina tekačev med 30 in 40 let ali pa 45 let. Ne vemo, dejavnost spremljamo, vse pogoje spremljamo, tudi vplivamo na odločitve tako Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot našega Ministrstva za šolstvo in šport, da upoštevajo naše izkustva iz tega področja, ampak zaenkrat je ta koordinacija relativno slaba. Ne upoštevajo to, kar predlagamo, in upam pa, da enkrat bo tudi naše besede slišane tudi pri njih. Je populacija, ki je toliko in toliko velika, toliko in toliko udeležencev, ni samo zaradi tega, kot smo ugotovili, te naše prireditve so tudi zaradi drugega in druženja in veselja in marsičesa drugega, ne samo zato, da ti izmeriš tek in prideš kaj. Ja, dragi Gojko, močno že pogrešamo to druženje, ki nam manjka zadnje leto in pol. Jaz polagam močne upe v to, da je prihodnost svetla, da bo tudi ta koronski čas enkrat minil s testi ali brez njih, kakorkoli že. Tole je bil super pogovor, maratonska epizoda,
bolj za šalo kot za res. Če bi imel neomejeno finančnih sredstev, bi lahko v Ljubljani organiziral svetovni rekord v maratonu, kar je bila svoje čase celo želja župana Jankovića. Ni variante. Lepo, ne, tudi če bi izbrali dovoljšno količino denarja, Ljubljana nima pogojev za rezultat svetovnega. Že ta rezultat, ki smo ga dosegali z Lemo, jaz mislim, tega rezultata Ljubljana ne bo več videla. Pa tudi, če fond nagrad na 1 milijon dvignemo, ga ne bo. Če smo vsaj toliko, da držimo ta zlati znak, ali pa zlati label, ki se sicer drugače imenuje, ni več zlati, ker je že kristalni za diamantni, tako, maratonov, Berlin, New York in tako naprej. Obdržimo, že samo da smo v sistemu znaka, smo naredili vse. Vedimo, da je Ljubljana tako majhno mesto napram drugim organizatorjem, da je to pravi čudež, da smo sploh tukaj v tej druščini vrhunskih maratoncev in maratonov. Zdaj pa, ko se tudi kriteriji dvigajo za te labele, smo pa še toliko bolj vezani na nabor vrhunskih tekmovalcev, ki jih moramo angažirati, jih je pa 250 maratonov v svetu, jih je pa 1000 in dobiti te vrhunske maratonce bo zmeri težji in zmeri dražji. Tako da jaz mislim, da počasi bomo sicer bojo sledili vrhunskemu maratonu tudi v Ljubljani, ampak zmeri bolj bomo oddaljeni od teh vrhunskih prirediteljev. Spoštovani in spoštovane, cenjeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, gledalke in gledalci, Gojko Zalekar je bil to legendarni direktor Ljubljanskega maratona in Timinga Ljubljana. Res je bila to najdaljša epizoda doslej. Gojc, v čast mi je bilo in veselje, da sem te gostil. Super pogovor. Povej mi, kdaj greš zdaj loviti kakšne globokomorske ribe? Kdaj greš kaj malo na vdih? Ribe bodo lovile mene, ne jaz ribe. Tudi to je v redu. Ne vem, nisem še niti pri sebi razčistil ta moj odhod, niti kaj bom po temu delu, koliko me bodo hoteli sploh še imeti med sabo. Enega podrepnika, ki je tečen, zoperen, nam rekel natančen, ampak s svojimi principi, župan bi še kaj drugega povedal. Povedala sva si marsikaj. Jaz mislim, da si bova tudi še ob 5. avgustu, ampak življenje je šlo svojo pot, mi pa tudi. Kaj pa bomo pa videli. Super. Upajmo, da najboljši. Gojko, hvala ti, iskrena hvala. Tudi tebi. Vse lepo ti želim v kratkem in še naprej. Vidiva se seveda na Ljubljanskem maratonu, pa še prej. Na vsak način jaz ti želim dolgo vroče poletje, kako se temu reče. Ostani zagret za življenje, na vse zadnje. Ti nisi toliko star, da bi to nadaljevanko gledal ameriško. Kjero? Ampak je bila dolgo vroče poletje. Vem, tok sem bil pa že... Long hot summer. Tok prisemen sem pa že bil, da evo, in zaključila sva na pravi noti z dolgim vročim poletjem. Gojc, pozdrav v vročo Ljubljano. Enako, in pohvaljen, ker nosiš majico Ljubljanskega maratona. Ena mojih najljubših, kajpak. Oba pokala za 15 in 20-letno udeležbo na maratonih tudi krasi zmeri moje ozadje, tako da sem neobhodno zvezan z tvojo veličastno prireditvijo in računam, da bomo še naprej tako. Si povezan in mislim, da boš tudi v bodoče.
mimo Ljubljanca ne boš mogel priti. Tako je. Hvala, Goj, zaključil sem fantastično. Srečno z Bogom. Srečno tebi in vsem poslušalcem najinega klepetanja. Hasta la vista.